Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o posledicah kroničnega stresa za ženske po 45. letu. Mogoče ste opazili, da se telo odziva drugače, da enostavno ni več tako kot pri 20 letih. Enostavno ne morete jesti enake hrane, kot ste jo lahko jedli pri 20 letih, danes imate reakcijo. Zakaj? No, odgovor je dejansko v kroničnem stresu. Kronični stres, ki se akumulira, ki se samo nalaga v celicah, in ko se leta in leta nalaga ta kronični stres, pride do tega, da naše telo odreagira na najmanjši stresljaj. Zdaj pa, če si predstavljate, vam bom kar zraven narisala, bo bolj enostavno, če si predstavljate, da se stres akumulira, nalaga v celici. In pojdimo pogledati DNK. Se pravi, tukaj je DNK in tukaj gor so kromosomi. In dejansko se stres naloži kot motnja na kromosomu. In ta motnja na kromosomu potem povzroča, da se pri delitvi celice deli popačena celica. In zdaj naslednja stvar je vprašanje, kako ta stres iz celice spraviti ven, da se začne samo popravilo celic in da se pač razmnoževanje celic, zelenje celic izboljša. No, in seveda eno je tehnični vidik. Tehnični vidik, vemo, da potrebujejo celice antioksidante, potrebujemo C-vitamin, E-vitamin, to bomo večkrat kasneje pogledali, in seveda čustveni vidik. Na čustveni vidik, da ta stres, potlačeno čustvo spravimo iz celice ven, pa dejansko edina stvar, ki resnično pomaga, zdravilna molitev dekodiranja oziroma razne meditacije, iskreno povedano, vam ne znam svetovati nobene, ki pomagajo vnašati mir na celično raven. Dobro, tudi navadna molitev pomaga. Dokazano je, da molitev, to je dokazal dr. Emoto z Japonske, da vsakršna molitev, krščanska, judovska, muslimanska molitev, vnaša harmonijo v celice. To je dejstvo, da celica je tako obdana z vodo. In zdaj, če gledamo, da je kromosomi, DNK je v celičnem jedru, ampak okrog celičnega jedra je celična membrana, pa tukaj noč so še mitohondriji, pa kup drugih zadev. Ampak dejstvo je, da vsaka celica, celično jedro, ima DNK in ima kromosome. Pa če mi gledamo, tukaj noter je pa voda in tukaj je voda. Se pravi, z molitvijo mi vnašamo mir v vodo, da se lažje razstruplja celica. Ampak še vedno prav tale stres na DNK-ju, pa dvomim, da ga samo z molitvijo počistimo. Dejansko gre čiščenje tega stresa, ki je shranjen na celično raven, najprej izpostavimo težavo, potem jo pa počistimo z zdravilno molitvijo dekodiranja. Recimo tudi Joe Dispenza ima take meditacije, ki vnašajo novo frekvenco v celično zavedanje. In ne nazadnje jaz verjamem, da imate vi druge tehnike, ki pomagajo pri tem, da se vnaša mir na celično raven. Ampak tisto, kar res vidim, da res deluje, je zdravilna molitev dekodiranja. Zdaj pa poglejmo, recimo, en od programov, ki se lahko z leti samo kopiči, je recimo, kot otrok ste doživeli, da ste bili zapuščeni v posteljici. Pa to ne pomeni, da nihče ni za vas poskrbel, ampak kot otrok je bilo mogoče tako, kot pri meni, jaz sem zrasla na kmetiji, šli so za delom, otroke so dali spat in 4 ure ni nihče pogledal na otroke. Pač, so šli delati na polje. In to pomeni, da smo pač jokali. V posteljici, pokakani, polulani, lačni. In majhen otrok ne ve, a je zapuščen za vedno. In če se to pogosto dogaja, ta zapuščenost v posteljici, ali pa recimo, še ko sem jaz imela svoje otroke, so rekli, moraš ga pustiti jokati, zato da se mu pljuča večajo. In jaz tega nisem delala, zato ker nisem imela srca puščati otroka jokati. Mnogi so pa puščali otroke jokati. In to pomeni,
Otrok, ki je jokal sam v posteljici, ki ni bil potolažen, razvije stres na celični ravni. In potem vsakič, ko občuti, da ni za njegove potrebe poskrbljeno, občuti enak stres, kot takrat, ko je bil zapuščen v posteljici. Pomislite, enak stres. In potem se lahko zgodi, da mogoče v službi niste podprti. Lahko se zgodi, da doma niste slišani. Lahko se zgodi, da nekdo ni nekaj naredil, kar ste mogoče pričakovali od njega, in se ta stres samo kopiči in kopiči in kopiči. In kje se potem pozna? Ko pridemo v predmenopavzno obdobje, se pravi perimenopavza, in potem po 50. letu, ko se spolni hormoni estrogen, progesteron ugašajo, ker ne potrebujemo več ne potrebujemo več roditi, gremo iz rodne dobe in se energija, ki jo drugače porabljamo zgubljamo skozi menstruacijo, jo ženska usmerja za druge namene. Zdaj pa pomislite, če prej niste naredili nič na tem, slej ko prej, ko pridete v predmenopavzno obdobje ali menopavzo, ko pridete do menopavze, se začne dogajati, da ko občutite zapuščenost, se enako zgodi, padete v enak cikel kot majhen otrok. Veste, kolikokrat slišim, ko mi rečejo, starejša kot sem, bolj se vračam v otroštvo. Zakaj? Zato, ker enostavno bolečine, ki smo jih doživeli v otroštvu, se morajo prečistiti. Zdaj tisto, kar občutim, da se ta trenutek čisti tudi na globalni ravni, saj vemo, tako zgoraj kot spodaj, vse med seboj prepleteno, se čistijo odnosi v družinah, sploh mama, hči. Mama je hotela imeti mogoče vse popolno, vse perfektno, je hotela imeti perfektno družino, perfektnega otroka, vse perfektno, in pač življenje vemo, da ni perfektno, da ne more biti perfektno. In to se zdaj čisti. In če vam kar naprej hodi na misel neka bolečina iz otroštva, verjemite, tam noter je vzrok mogoče za vaše pridobivanje teže, vzrok za vašo ščitnico, vzrok za vaše potenje, nočno potenje, vzrok za vaše razbijanje srca. Zdaj pa pogledamo. O tem sem pisala v knjigi, kam sem jo dala, ko imajo hormoni žur. In v glavnem, kronični stres, ki ga doživljamo, se v telesu kopiči in telo itak komunicira z nami. In sicer, kronični stres se odraža kot zmedenost, slabšanje spomina in zmanjšanja koncentracija, šumenje v ušesih, zastajanje vode v telesu, želodčne razjede, bolečine v hrbtenici, migrenski glavoboli, povišan sladkor, nabiranje maščobe na predelu trebuha, povišana vrednost slabega holesterola, hitro bitje srca, razbijanje srca, povišan krvni tlak, srčna in možganska kap, potreba po pomirjevalih in uspavalih, se pravi, tak človek se ne more umiriti, ima občutek, da ima ves čas nemir. Se pravi, potlačen stres kliče po tem, da se enostavno pozdravi. No, zdaj pa kako bomo šli reševati? Gremo najprej na fizično raven. Če imate težave s stresom, prva stvar, vaše telo potrebuje večje količine vitamina A in E. To je na strani 69 v knjigi, ko imajo hormoni žur. Potrebuje večje količine C vitamina, potrebuje flavonoide, B kompleks, predvsem vitamin B12, B6, B5, B2 in B1, potrebuje magnezij, kalcij, cink, mangan in selen, aminokislino triptofan in maščobno kislino omega 3. Se pa človek vpraša, kaj naj jem, da vse to dobim? Se pravi, flavonoide dobite predvsem preko borovnic, brusnic, robidnic, čim več vijoličnega sadja. B-kompleks, jajca, skuta, meso, ribe. Potem vitamin A,
ga dobite preko špinače, preko korenja, paprike, paradižnika. E-vitamin, recimo preko marelic, preko olivnega olja, preko mandljev, vseh oreščkov. Potem aminokislino triptofan pa dobite v vsej beljakovinski hrani. Zato, ker če ste v stresu, vaše telo ne kliče več sladkorja. Mislim, mogoče brbončice zahtevajo več sladkorja, ampak sigurno vaše telo tega ne potrebuje. Potrebujete pa večjo količino beljakovin in predvsem ribe, meso na splošno. In za vse tiste, ki ne jeste rib in ki ne jeste mesa, predvsem tisti potrebujete, ne vem, tofu, potrebujete večje količine beljakovin. Omega-3 maščobne kisline potrebujete večje količine mastnih morskih rib. In samo na ta način naše telo dobi tiste gradbene gradnike, tiste osnovne zadeve, iz katerih potem izdeluje hormone, ki delujejo proti stresnemu hormonu. Se pravi, uravnavanje stresnega hormona, to je pa hormon DHEA in rastni hormon. In to je najbolj pomembno, da jeste zvečer. Seveda se vprašate, kaj naj jem za večerjo. Glejte, za večerjo najbolj preprosto beljakovine in zelenjavo. Pršut, sir pa olive. Lahko pač kruh z drožmi ali pa ajdov kruh, beljakovinski ajdov kruh zraven. Ampak večerja je v osnovi najbolj pomemben obrok dneva, da vaše telo zmore zgraditi hormone, ki vas obnavljajo in pomlajujejo. Zdaj pa še ena stvar. Pri kroničnem stresu je zelo pomembno, da z vadbo, sploh proti večeru, ne pretiravate. To pomeni, da ni, da imate cel dan akcijo, imate v odnosih akcijo in potem greste še nekaj napornega delati, ampak čim bolj sproščeno. Ja, fino je, da se zadihate, pa potem oddihate, ja, treba je iti ven, ampak ne preveč naporne vadbe, ker v nasprotnem primeru boste pregoreli svoje telo. No in zdaj tisto, kar pa sigurno pomaga, je pa najdete vzrok, zakaj ste v kroničnem stresu. Čustvo, ki je zadaj. Preverite. Jezna sem na mamo, ker se počutim zapuščeno. Jezna sem na vse partnerje, ker se počutim v odnosih zapuščeno. Jezna sem nase, ker vedno znova pristanem v nekem odnosu, kjer se počutim zapuščeno. Pač preverite z mišičnim testom, kaj je vzrok za kronični stres. Zamera mogoče do duše določenega človeka. Vam povem en primer. Enkrat je bil pri meni na svetovanju en gospod in pač živel je s svojo mamo in ta mama ga je pač mu ni dovolila, da bi šel naprej. In ko sva preverjala z mišičnim testom, so prišla do zaključka, pač tisto občutek, da sovraži svojo mamo. In mišični test je pokazal, da ne sovraži svojo mamo, ampak da ima sovraštvo do duše njegove mame, svoje mame. Lahko preverite, če imate vi pač zataknjeno energijo z enim od staršev, lahko preverite, v duši nosim sovraštvo do duše in preverite. Oče, mama, partner, lahko tudi otroci, lahko nadrejeni, podrejeni. Preverite. Pač vsi tisti odnosi, ki so majčkeno bolj intenzivni, ki nas dejansko učijo, da v odnosu nesemo sočutje, ljubezen, pač dobre vibracije. Ne? Tako da dajte to narediti in boste videli, stres na celični ravni se bo začel zmanjševati, nekaj bo odpadlo z vaših ramen, počutili se boste boljš in naenkrat se bo v vašem življenju začelo dogajati, da, veste, kaj bo prva stvar? Vaše telo bo pokazalo prvo spremembo in ta prva sprememba bo več energije. No, dajmo zdaj še pogledati majčkeno. Kaj tejle dušici sporoča stvarstvo? Kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš, da veš? Kaj je tisto, kar ti stvarnik sporoča? To, da se boš osvobodila kroničnega stresa, bo pomenil silovit preboj naprej. To, da boš odpustila, bo pomenilo, da enostavno boš lahko šla naprej, da se bo ta zanka razrešila. Vnesi
svetlobo, vse odnose. Poveži se z izvorom, z Bogom, stvarnikom. Jaz vedno, ko molim stvarnik, pošli svoje zdravilne angele, da se izboljša ta in ta odnos. Pač, ali pa odnos s sabo. Čas je, da greš naprej. Čas je, da ene stvari enostavno prepustiš vesolju. To je tvoj notranji preporod. To, kar tebi ta trenutek povzroča kronični stres, je povezan z zataknjeno energijo in to kliče po svetlobi. In tukaj je tista teža, ki se jo osvobaja tvoje telo. In zate se začenja čist novo potovanje, nov cikl. Čas je res, da prepustiš tudi težave Bogu. In to, kar te čaka, je partnerstvo, lepo partnerstvo, lahko tudi ljubezenski odnos, lep ljubezenski odnos. Pač čas je, da greš naprej in to ne odlašati. Odlašati s čiščenjem za mir, odlašati s čiščenjem teže. Pač, kolikrat pride tale karta, skoraj vedno, ta mehna punčka, ki je bila ranjena, je čas, da enostavno gre naprej. In to je povezano s tvojim notranjim preporodom. 2-krat je prišel preporod, lepota tvoje duše, mir v tvoji duši, še enkrat igrivost. Pač vse to kliče potem, da enostavno spustiš v svoje telo, svojo dušo, več ljubezni, več sočutja in zavedanje, da vsak človek dela vedno najboljš, kar zmore in zna. Pač boljš kot to ne gre. Zato je tukaj najbolj pomembno, da odpustimo, da lahko gremo naprej. Ti veš, ti poznaš resnico, ker ti si resnica. Jasnost. Dovoli si videti jasno. Intuicija ti govori. In usmeri zdravilni žarek v tvoje telo, usmeri zdravilno energijo, vse odnose, spusti, odpusti in tvoje celice se dvigajo na višjo raven, višja zavest. Skozi tebe teče Božja ljubezen. Dovolj, da steče skozi tebe ta nova energija in življenje ti ponuja lekcije, ampak stopi čez to, vzemi iz tega lekcijo in boš videla, kako se bo naenkrat življenje spremenilo. Ker ti si popolna. Poznaš resnico, veš, kakšna je resnica, opusti jezo, opusti strup. Enostavno predej to zdravilnim angelom in si enostavno reči: stvarnik, pripravljena sem na avanturo življenja, popelji me naprej, pokaži mi pot naprej. Enostavno pokoplji te stare zamere, stare rane in začni delati zdravilno molitev dekodiranja, ker te bo napolnila z novo energijo. Boš videla, kako bo teža odpadla in enostavno bojo bolezni odpadle, ker jih ne potrebuješ več. Tako da, to je danes sporočilo za tebe. Naredi drobne korake v smeri tega, da se osvobodiš, da narediš kakšen korak naprej in boš videla, kako se bo življenje začelo spreminjati tebi v prid. Vse bo začelo teči v ta pravo smer, ti samo zaupaj, da vse, kar se dogaja ta trenutek, je potrebno za tvojo duhovno rast. Zato je boljše, da se prepustiš, da te tok življenja odnese tja, kjer je zate najbolje. Tako da uživaj. Spodaj pod videom imaš meditacije, začni delati. V tej smeri boš videla, kako se bo življenje spremenilo. Uživaj.